Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vlada Roberta Goloba še ni popolna, je pa že polnoštevilna, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Mahaš, ker pač mahaš že skozi tako. Mogoče mahaš gluhim, ker pač rasteš. Ja, je že tako. Najprej smo plesali, zdaj mahamo, kdo ve, kaj bo na sporedu jutri. Sedaj pa se lotimo 98. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali holobocija, zakaj se holob vse bolj zapleta. Skoraj ne mine teden, da si premier Robert Golob ne bi zadal pregovornega strela v koleno. Zakaj ima tako velike probleme, nam bosta pomagala raztolmačiti naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič in Tino Mamić. Matevž, Tino, toplo pozdravljena v Faktorju. Lep pozdrav. Matevž, zdaj, ko smo bili, ali pa tisti, ki so bili kritični do vlade Roberta Goloba, pač kmalu potem, ko se je konstituirala, so bili pogosto deležni očitka, da je treba vladi pač pustiti svoj čas, 100 dni miru in tako naprej, da pač gre za novo vlado, ki je treba dati nekaj več časa, imeti malo več tolerance do nje. Pa me zdaj zanima, kakšno je tvoje osebno mnenje glede tega. Zdaj je že kar nekaj časa, kar vlada Roberta Goloba deluje, končno je tudi taka, kot so si jo v štartu zamislili. Kaj ti meniš o tem? Je treba dati vsaki vladi na začetku nekaj časa, da se konstituira, da se ujame tako rekoč, in kako se tebi zdi, da se vlada Roberta Goloba ujela? Izvoli. Ja, no, v teh očitkih, ki so leteli na kritike Golobove vlade, je bilo zelo veliko sprenevedanja oziroma lahko bi rekel kar hipokrizije. Namreč ti ta isti, ki so tukaj želeli, da bi Golobova vlada imela nek mir na začetku, nekih 100 dni ali kakorkoli že, da se nekako uteče. Ta isti so prejšnjo vlado, se pravi Janševo vlado, kritizirali, začeli kritizirati tako rekoč takoj, ko je nastopila mandat. Če se spomnimo, neki protesti so se organizirali še preden je dejansko vlada sploh bila formirana. Tukaj so torej neka očitna dvojna merila. Kar se tiče pa te vlade, dobro, jaz priznam, da od te vlade nisem nič kaj dosti pozitivnega pričakoval in ta pričakovanja so se kar uresničila, če sem malo ciničen. Tako da že v osnovi, mislim, se je pravzaprav bi rekel, da smo lahko to pričakovali. Tukaj gre za dosti podobno zgodbo, kot smo jo videli pri vseh teh novih obrazih, kot smo jo videli pri Cerarju, pa potem pri Šarcu, in vidimo tudi še sedaj, kvečemo v še dodatno evidentni, še bolj ekscesni, v še bolj drastični obliki, kateri prispeva tudi sam karakter predsednika vlada, pa tudi ljudje, s katerimi se je obdavki, tako rekoč, skrbijo za ekscese na dnevni ali pa vsaj na tedenski ravni. Tukaj velja izpostaviti predvsem predsednico državnega zbora, ki ne vem kakšnega ekscesa v tem kratkem času svojega mandata do zdaj še ni zagrešila. Spomnim se tega posnetka iz uvoda oddaje, neko mahanje, ki je meni delovalo, kot da je to iz neke ustanove za ljudi s posebnimi potrebami, ne pa da to počne predsednica državnega zbora. In vendar pa te ekscesi dejansko mogoče celo na nek način prikrivajo dejstvo, da ta vlada, da je precej operativno nesposobna, da dejansko razen novih davkov, dejanskih ali napovedanih, nekega, kako bi rekel, krepitve državne uprave, krepitve javne porabe, da kaj resnega dejansko ni uspela storiti. In ti ukrepi dejansko so šli vsi v smer povečevanja bremena ljudi, medtem ko ukrepi za blažitev recimo
težav povezanih z draginjo, z vedno višjimi cenami, pa niso dali nekih posebnih učinkov. Ja. Zdaj, Tino, ti si edini od nas treh vdaji, ki znaš reči holobocija, ne, se mi zdi. Ja, verjetno, ker je to moja materinščina, torej v vipavskem narečju. Imamo črko G, ki jo izgovarjamo H. Ne? To je sicer v drugih slovanskih jezikih, recimo v slovaščini imajo G, H in H, torej H je nekaj vmes. Mi pa G, ki ga pišemo kot G, izgovarjamo kot ta H. Tako da ga ni tako preprosto izgovoriti, ne? Mora biti nekaj vmes, torej holobocija. Lepo, da si nam to razložil. Bomo še mogoče kasneje malo potrenirali. Tole sem te hotel vprašati, Tino. Ko se je delala vlada Roberta Goloba, je bilo zelo veliko interesa iz raznih strani, da bi Golob v vlado vzel Novo Slovenijo, predvsem pa, da ne bi vzel stranke Levica, ne? Da bi na nek način namesto stranke Levica vzel v vlado Novo Slovenijo. Zdaj je kar nekaj časa že od takrat, ko ti zdaj iz te časovne distance to komentiraš. Si še vedno za to ali pa misliš, da bi bilo bolje, če bi Golob vzel Novo Slovenijo v svojo vlado in kako bi se po tvoje Nova Slovenija sploh znašla v tej kompoziciji, ki jo vodi premier Golob? Mislim, za državo bi gotovo bilo boljše, da bi bil kdorkoli od zunaj v vladi, ne? Torej ali SDS ali Nova Slovenija, bi bilo to za državo boljše, ne? Zdaj, ko govorimo prav o Novi Sloveniji, pa bi bilo to za njo verjetno en velik udarec, od katerega vprašanja, če bi si jo pomogla. Ne? Tako da mislim, da bi bila to napaka, ker tudi ne bi mogli v vladi nič doseči. Zdaj, to ni bila toliko želja Roberta Goloba ali pa kogarkoli v vladi, to je bila bolj želja gospodarstvenikov, ki so pritiskali in ki so si to želeli. Gotovo, da so bili tudi določeni politiki v Novi Sloveniji za to, da bi šli v vlado, ampak mislim, da večina vendarle ni bila. So pa še vedno neke silnice, neke struje, ki si želijo, tudi želijo si izjemno oponirati Janši in na ta način, da se v bistvu potem z Golobom skušajo pogovarjati, ne? Kar ne vem, če je najbolj pametno, ker tega volivci ne jemljajo najbolj dobro. Ne, ti se moraš postaviti na svoje noge s svojimi idejami, ne z oponiranjem komu in prilizovanjem drugim. To je neko kopiranje. Matevž, navajeni smo, ne, da pač v vsaki vladi relativno hitro začne podpora padati, takoj ko začne vleči kakšne ukrepe, ampak vendarle mogoče pri tej vladi Roberta Goloba to je presenečenje, mogoče ta hitrost padca popularnosti v javnomnenjskih anketah, ne, glede na volilni rezultat, ki ga je Golob dosegel, glede na to, da je nasledil Janeza Janšo, da je pač prišla ta vlada po epidemiji in tako naprej. Si ti presenečen nad tem hitrim padcem javnomnenjske podpore in čemu ali pa komu bi ti recimo ta padec najbolj pripisal? Ja, no, tukaj dejansko je padec presenetljiv sploh glede na okoliščine, v katerih je vlada nastopila mandat. Mogoče ne toliko sam zaradi dejstva, da se je ta padec zgodil, ne, če se spomnimo, nekaj podobnega se je zgodilo že za časa Cerarjeve vlade. Vemo, da Cerarjeva stranka je tudi premočno zmagala volitve s podobno prednostjo v bistvu kot zdaj Golobova stranka, pa je potem tudi kar hitro začel padati, ne, ampak tukaj bi za to aktualno vlado lahko rekli, da se je ulegla v mehko poslano posteljo. Skratka, zadeve so bile dokaj dobro urejene takrat. Epidemije je bilo v bistvu nekako, te COVID epidemije bolj kot ne konec, oziroma je ta njena ost močno oslabela. Gospodarska situacija je bila dobra. Slovenija je to COVID krizo prebrodila precej uspešno, bila je med najuspešnejšimi evropskimi državami glede tega in to so mednarodne primerjave pokazale. Pa še nekako veliko je bilo tega naboja, ne, pač ljudem so te frustracije povezane z COVID ukrepi in podobnim, ne, so te frustracije popustile, ne, nekako ljudje so se sprostili, ne, zdelo se, da je večina ljudi nekako zadovoljnih s tem izidom, ne, da je vzdušje v državi nekako postaja nekako malo bolj, recimo temu,
optimistično, ne, ampak ja, ne, tudi kljub temu vlada tega ni uspela izkoristiti. Ne, vlada ni uspela izkoristiti pa zato, ker pač nima nekega pozitivnega programa. Ne, pač to je bila še ena vlada, ki je utemeljena na anti-Janša programu in predvsem na anti-Janša sentimentih. Ne. Tudi ti sentimenti konec koncev so jo pripeljali na oblast. Ne. Vendar pa ja, te sentimenti so potem, ko je bil Janša en čas v opoziciji, ne, se pravi, ko ni preveč predstavljal neko grožnjo, ne, so tudi ti sentimenti popustili. Ne. In ja, tudi zdaj precej težje graditi na tem. Predvsem težje je zdaj strašiti z Janšo in z SDS-om, če ta dva nista na oblasti, nimata praktično nobenih vzvodov moči. Ne. In tudi to stalno prelaganje odgovornosti za prejšnjo vlado nekako postaja bolj in bolj prozorno. Tino, predno si vzamemo krajši premor, tudi vi na tedniku oziroma spletnem portalu Domovina nekako merite ta politični utrip. Ne? Čemu bi pa ti recimo najbolj pripisal ta hiter padec podpore Golobovi vladi? Jaz bi rekel, da je stvar predvidljiva, ravno zato, ker ni imela programa, razen to, da so proti Janši. In tega se ljudje naveličajo, tudi jih ne zanima več politika, tako da je normalno, da pade. Po drugi strani je pa ta vlada naredila res veliko kiksov, takih, ki so jih ljudje videli. Ne, recimo tisto poplesavanje po rdeči preprogi od Urške Klakočar Zupančič, to so vsi videli in vsi so se temu smejali. In ker je takih zdrsov bilo cela serija, je logično, da to pade. Po drugi strani je pa to tudi pač instant stranka, tako kot jih je bilo že 5-6 pred tem. In je logično, da ima ta instant stranka rok trajanja 4 leta ali kvečjemu 4 leta pač v tej velikosti in nadaljne 4 leta v 10% od tiste prej. Tako da je to precej pričakovano. Ja, pričakovano je tudi, da moramo iti na oglase, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj je Golob padel v holobocijo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, dr. Matevž Tomšič in Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj si Robert Golob vse bolj dela iz vlade holobocijo. Matevž, ti si rekel v prvem delu oddaje, da je podpora tej vladi padla tudi zaradi tega, ker so ekscesi številni in zelo izraziti. No, en takih ekscesov, vsaj za moj okus, se je premierju pripetil nekaj dni nazaj, pa predlagam, da si zdaj pogledamo posnetek, zakaj je šlo. Obilo poslovnih uspehov in če se komu od vas ne izide in mu bo res hudo, se spomnite na nas, pridite mimo mene. V javni upravi nam krvavo primanjkuje ljudi, ki imajo izkušnje iz gospodarstva. Bomo sigurno našli službo tudi za vas. Čeprav je ob odhodu z odra požel aplavz, nam je več tam prisotnih podjetnikov priznalo, da so bili zgroženi. Menda en Golob takšnih sporočil ni izrekel prvič, zato zagotovo niso bila le neposrečena, pač pa namerna. Včasih preveč hitro kje nastopa, preveč se naredi pomemben sam sebi. Drugi seveda mu nič ne upajo reči, ne. Ampak to je v resnici poniževalno do ljudi, ki ga poslušajo. Matevž, vsaj zame velja, da s profesor Tajnikarjem se redko strinjava, ampak v tem primeru pa moram reči, da se kar oster je bil, se mi zdi, je rekel, to je poniževalno do ljudi, ki ga poslušajo. Ampak ni prvič, da je premierju Golobu uspel pač blekniti nekaj, kar ni naletel na želen rezultat. Čemu ti recimo pripisuješ, da na dogodku, kjer bi naj slavili najuspešnejše, tako rečem, paradne konje slovenskega gospodarstva, on razlaga, če vam ne rata, pa pridite v državno upravo, se bo že našla služba za vas. No, če smo zelo benevolentni tukaj, bi lahko tale eksces označili za nek tak neposrečen smisel za humor. Tako da tukaj, to je sicer pogosto pri politikih, da mislijo, da so duhoviti, pa
v resnici pravzaprav niso. Ne, oziroma potem pridejo kakšne take čudni produkti njihovega uma in njihovih ust pred javnost. Je pa tukaj zadaj neka ta, lahko bi celo rekel, neka širša fiksacija, ki je značilna sploh za celotno vlado. Se pravi, ta fokusiranost na javni sektor, fokusiranost na državo, na državno upravo. Ne. Očitno ti ljudje vse, kar se dogajajo, nekako mirijo z te perspektive. Ne. A je nekaj dobro za javni sektor, a je nekdo primeren za javni sektor, ali kako že ne. Skratka, in tukaj je malo zadeva precej cinična, ker tukaj je govoril, tukaj je premier Golob nagovoril uspešne podjetnike, ne, tiste, ki so prejemali priznanja, ne, in tukaj, da nekako tako malo predpostaviš, ne, da se jim tako lahko zalomi, ne, je na eni strani nedostojno, na druge pa malo nesmiselno, nekako potem, če imamo tukaj recimo ljudi, ki jim se zalomi v svojem poslovnem svetu, da reče, za državno upravo so pa dobri. Ne. Tukaj pač državna uprava bi kvečemu potrebovala neke uspešne menedžerje, ne, neke ljudi, ki so se izkazali v zasebnem sektorju, ki so imeli neke rezultate, pa bi potem se šli recimo poskusiti še, oziroma bi poskušali svoje izkušnje, svoje znanje tudi prenesti na vodenje javnih ustanov. Ne. Tako da pa rečemo, da če nekdo sfalira v zasebnem sektorju, ne gre v javni sektor, ne, takih po moje je kar nekaj v javni upravi, takih, ki v zasebnem sektorju ne bi mogli funkcionirati, pa potem zasedajo pomembne pozicije, pa če konec koncev vlada. Aktualna vlada je dosti tipičen primer tega, tam je dosti malo ljudi, ki imajo izkušnje iz zasebnega sektorja. Da se zdaj vrnemo na vprašanje, zakaj se to Golobu tako pogosto dogaja. Ne? Eno je to stvar nekega velikega ega, ne? Pač človek, ki je imel takšen ego že prej, zdaj na tem mestu mu je pa še se, lahko bi rekel, kar najbrž multipliciral, ne? In potem dejansko taki ljudje potem postanejo na neki točki prepričani, da vse, kar izustijo, je tako rekoč čista modrost. Ne. Drugo je pa to, da vendarle on kljub temu velikemu egu nekih prav posebnih političnih izkušenj pa vendarle nima. Čeprav je tudi nekoč zasedal politične funkcije, ne, ampak tudi nima neke te rutine, zato se pač tudi taki zdrsi pogosto zgodijo. In podobno velja tudi za to njegovo širšo ali pa ožjo ekipo politično, ne, da pač glavno so to ljudje brez nekih izkušenj, ne, in potem v kombinaciji z nekimi osebnostnimi lastnosti potem nekako prihaja do tovrstnih ekscesov. Zdaj, če karikiramo malo Tino, ne, ta pač miselni okvir, ki se tu nakazuje predsednika vlade, pa bom dal dva primera, boš povedal, če se strinjaš oziroma kjer se ti zdi primernejši. Prvi, ki mi pride na misel, je, če bi recimo Golob podeljeval, ne vem, medalje športnikom na nekem velikem tekmovanju, pa bi med podeljevanjem rekel, sej, ki vam pa ne bo ratal, pa mene pokličite. Ne. Drug tak se mi pa zdi recimo duhovnik, ki poroča en par, pa šepne, ne, pač bodoči nevesti vmes na uho, sej, ki se boste ločila, pa prid mi mene. Ne. Se pravi, kaj ti misliš, recimo, s kje to pride? A je to res ta neka vehemenca, pač enostavno nobenega pravega občutka za to, kaj je kje primerno reči, ali je v bistvu na drugi strani neka stiska, iz kjer je pač potem to izhaja, ker je neka, da ne bom rekel zdaj grdo bolesna želja po nekem ugajanju, po nekem impresioniranju neke publike, ne, ker vendarle pač Golob je prišel iz gospodarstva, pustimo zdaj, kakve vrste gospodarstva je to bilo, in verjetno mu ni vseeno, kaj si pa recimo po nekih kriterijih najuspešnejši slovenski gospodarstveniki o njem mislijo. Mislim, da je šlo to je tak nastopač, ne? To je nastopaštvo, ne? Na tak način, kot se je pojavil. Gre pa za človeka, ki ni ne dober politik in neuspešen politik in neuspešen gospodarstvenik. Ko bi on šef velikega podjetja, o katerem je rekel v Evropskem parlamentu, da ga je sam ustvaril iz nič in da je pripeljal na 3 milijarde, ne, vrednosti prometa ali nekaj takega.
se zlagal, ne? Zato ker to je bila državna firma, ker je on pač bil direktor te državne firme. Ne? Zato, da si direktor državne firme, to redko kdaj, vsaj v Sloveniji, postane to en sposoben gospodarstvenik. Ne? On pa je bil prav politični nastavljenec, on ni imel prej kakšnih uspešnih podjetij, ki so ustvarjala milijone, ampak je prišel v to podjetje in postal uspešen, zato ker so mu omogočili, da je poceni kupoval elektriko iz jedrske elektrarne Krško in jo potem poceni prodajal. Noben drugi ni imel te priložnosti, torej šlo je za neke vrste monopol, ne? Monopol na to elektriko, ki jo je lahko samo Robert Golob oziroma samo GEN-I prodajal. Najbolj hudo je to, da je to elektriko tako slabo prodajal, da je država morala lani dokapitalizirati GEN-I in ga v bistvu rešiti pred propadom. Ne? To je zdaj gospodarstvenik Golob. Zdaj kot politik mislim, da kilometrine itak nima, ne? To vsi vemo, ampak tudi talenta nima. To smo pa videli zdaj v 10 mesecih, da s takimi nastopi, da to res ni nek političen talent. In zato gre dejansko za nastopaštvo in za iskanje neke všečnosti. Prav v tem konkretnem primeru, pri tem citatu, je pa hudo tudi to, da gre za elemente korupcije. Ne, to je koruptivno. Ti ne moreš kot direktor oziroma kot šef vlade, ne moreš ti obljubljati delovnega mesta v javni upravi. Ja. Ne, to je koruptivno. V javno upravo lahko prideš samo preko javnega razpisa. Tudi zadnja čistilka mora priti preko javnega razpisa. Vemo, da v javni upravi tudi zadnja čistilka pride velikokrat po vezah in poznanstvih, ampak tega pač vsaj kot premier ne smeš reči, da je to dobro. Ne? Kaj šele, da boš rekel, pridim, ti bom jaz zrihtal. Do zdaj nismo tega na proslavah razglašali, to drži. Ampak mogoče je mislil pa službo v svojem kabinetu, kdo bi vedel. Zdaj, Matevž, premier recimo je rad, kako prav Tino, pač rad kaj reče, rad ugaja, rad tudi kaj preveč obljubi. Nismo še pozabili, obljubuje recimo sodnikom in tožilcem, jaz sem trdno prepričan, brez da bi se s komorkoli posvetoval, oziroma da niti njegov najožji krog, tako v vladi kot zaupnikov, ni vedel, da bo to rekel pač na tistem srečanju, kjer jim je obljubil vsem, pač 600 evrov više neto plače, kar horizontalno. Pa potem vemo, iz tega ni bilo nič, ker se je izkazalo, da to sploh ni možno na nek način narediti in je bilo potem treba poseben zakon za to sprejemati in tako naprej. Skratka, me zanima zdaj tvoje mnenje, lahko njega to dohiti ali v bistvu enostavno je on prehiter, da bi ga te stvari dohitele. Ker če vsak teden recimo eno tako stvar naredi, potem preden mi sprocesiramo vsi žalujoči ostali tisto iz prejšnjega tedna ali pa iz predprejšnjega tedna, naredi že novo. Ima že on 2 v rezervi. Ja. Okay, ravno ta eskapada z tem nesojeno povišico plač sodnikom in tožilcem je nek tipičen primer megalomanije nekoga, ki je pač se znašel po nekem spletu okoliščin na čelu izvršne veje oblasti in potem dejansko misli, da lahko ravna tako, kot so nekoč ravnali vladarji. To je dejansko neka poteza kot nekega absolutističnega vladarja, ki nekako odloča po svoji milosti, ki nekako ki pač se mu utrne, da to pa to skupino bom nagradil in potem da napisati dekret in je to. Se pravi, da vse, kar se v tej državi zgodi, se zgodi po nekak vladarjevi milosti. Tudi tisto, tak zanimiv detalj je bil, da je takrat govoril v prvi osebi množine. Se pravi, odločili smo se, čeprav zelo verjetno je to, kar ti praviš, da se ni z nikomer posvetoval in tukaj je izpadlo, kot da samega sebe vika. In to so dejansko nekoč vladarji počeli, da so govorili o sebi v prvi osebi množine. Mi smo kralj v tem smislu. Mi mislimo to in to. To je pač neka megalomanija, ki pač je, ki dejansko ima neke že take precej
precej ekscesne dimenzije, ne, in povezano z tem, o čemer je Tino rekel, pač nekim nastopaštvom, neko željo ugajati za vsako ceno, ne, in ja, ne, potem dobimo to, kar dobimo. Ja. Če lahko jaz Izvolite, nekaj dopolnim. Recimo evropski vladarji, predvsem evropski, pa tudi drugi, so sicer se rodili z zlato žlico v ustih in so bili predestinirani in so dobili prestol brez truda, če lahko temu tako rečemo. Ampak za ta prestol so jih pripravljali. Oni so delali najboljše šole, so se izobraževali, so znali veliko jezikov, veliko znanja in so potem prišli kljub temu, da so bili pač, so dobili nekako zastonj prestol, so bili izobraženi. Pri Golobu pa tega ni, ne? On nima neke strašansko visoke izobrazbe, da bi rekli, gledajte, intelektualca, ne? Ki pozna ne vem kaj. Jaz ne vem niti na kaj se on spozna, ne? V teh 10 mesecih nismo videli, da bi se na kaj dosti spoznal. No, formalno izobrazbo ima. Ja, formalno ima, ampak ravno za vladarja oziroma za politika potrebuješ bistveno večjo izobrazbo. On je malce podoben vladarjem, tem, ki so že bili nekaj časa na prestolu in so se potem začeli obnašati razvajeno, ker jim ni bilo treba nič se truditi več. In to je v bistvu lastnost tudi celotne vlade, da imamo praktično skoraj da vse ministre, ki so iz nekih družin, kjer jim ni bilo treba veliko delati in so dejansko razvajeni. Nikoli se ni bilo treba truditi, vse jim je bilo položeno v zibko in zato zdaj tudi ne trpijo opozicije, ne trpijo dialoga, se nočejo z nikomer pogovarjati. To gre za to novo generacijo razvajenih otrok oziroma otrok, ki so odraščali mogoče včasih že v drugi generaciji razvajencev. Zdaj, če izvzamemo premijerovo pač novo, vsaj uradno, ne, se z njo kaže na uradnih dogodkih države, spremljevalko, ima kar težav v golobnjaku z golobicami. Ne vem, zdaj, če so to sicer grlice, okusi so različni, bo vsak sam si na to vprašanje odgovoril, ampak z nekimi, da rečemo v narekovajih, močnimi ženskami. Ne? Po en stran predsednica republike, vemo, bivša notranja ministrica, predsednica državnega zbora in pa nekdanja premijerka, zdajšnja ministrica Alenka Bratušek. Vsaka izmed teh je na nek način se da utemeljiti ali pa argumentirati, da se mu ali postavi po robu ali pa vsaj v nekem smislu se mu čuti enakovredna. Ker za ostale člane vlade in druge recimo v vladajoči politiki to težko rečemo. Ne? Zakaj recimo vidva mislite, da ima premier ravno z ženskami toliko težav? A pri njih ta njegov šarm ne deluje ali so ga enostavno pač že spregledali, ker ga bolje poznajo od ostalih? Ja, mi imamo verjetno edina država na svetu, kjer ima premier uradno ljubico. Ker premier, kolikor vemo, je poročen. Je poročen in zdaj, če se uradno kaže z neko drugo žensko, je to uradna ljubica. Tako da tega drugod ne boste videli. Ne? Ampak ni Tino že to nenavadno, oprosti, da mi ne vemo zagotovo, ali je premier še poročen ali ne. To je gotovo, smo edina, se mi zdi, država Evropske unije, kjer če te nekdo vpraša, recimo, ne moreš na to tako vprašanje, ne moreš na to določeno odgovoriti da ali ne, rabiš vsaj še 3 vrstice pojasnil zraven. Ja, pri takih prestrašenih novinarjih, kot so slovenski novinarji, ko se ga nobeden ne upa nič vprašati, je to normalno. On ne daje intervjujev, on se ne pogovarja, on ne daje vprašanj, oziroma ne daje odgovorov in novinarji, slovenski novinarji teh glavnih medijev, ki bi morali biti psi čuvaji, tako se to imenuje, so v bistvu pudli, ki migajo z repom namesto, ki mahajo z repom namesto, da bi lajali. In zato je temu tako, da ne vemo, da zato njemu Golobu ni treba pojasniti niti ali ima ljubico, ali uradno ljubico, ali se je že ločil, ali kaj je vse zasebno, ampak vemo, da to ne gre, ne? Če se z nekom v javnosti pojavljaš, se to pač mora vedeti, to so protokoli, to ni. Ampak to je v bistvu taka malenkost. Ja. Mi po 10 mesecih še vedno ne vemo, zakaj je financiral
Vesno Vuković, sedanjo desno roko, ko je bila novinarka. Ne? Zakaj je GEN-I dal 100.000 evrov Vesni Vuković, ne? Kaj je ona s tem denarjem naredila? Ne? Po 10 mesecih naši kaj je naredila pudli za ta pač denar? nič ne vprašajo, ampak samo migajo z repom. Ja. Kaj misliš ti, Matevž, da je treba narediti, da dobiš 100.000 evrov od Roberta Goloba? In potem še službo v svojem kabinetu, Tino pravi celo, da gre za desno roko njegov. Ja, to je očitno slika in prilika slovenskega neodvisnega novinarstva, neodvisnega seveda v narekovajih. Ne? In dejansko ta zgodba je tukaj daleč bolj relevantna v povezavi z ostalimi temi zgodbami o Golobovih denarnih tokovih preko Kosova, Srbije ali Črne gore ali kje že so pač potekala ta nakazila. Kot pa zdaj vprašanje, ali ima ljubico, nima ljubico, je poročen, ni poročen. Te slednje zadeve so meni, ko bi rekel, dosti nerelevantne, oziroma s tem naj se, mislim, da je to bolj stvar za rumeni tisk. Medtem ko to, kako je zdaj neka neodvisna novinarka potem bila financirana sa strani državnega podjetja, pa potem čez noč preskočila v politične vode, to pa so to pa kaže na neke globje probleme, neko zlizanost politike, dela politike z delom dominantnih medijev. In kar se me in tudi, ko je mogoče zaznati preko raznih indicov, je tudi ta omenjena oseba, ta bivša novinarka, ima daleč večjo vlogo, kot jo imajo kakšne druge te ženske članice te njegove ekipe. Jaz bi rekel, da je tukaj Vesna Vuković pomembnejša od Urške Klakočar in podobnih, ker pač to je oseba, ki nekako deluje iz ozadja, ki nekako celo, kot smo lahko videli v določenih primerih, nekako usmerja predsednika vlade, medtem ko pač one druge so bolj kot ne tiste neke figure, neke marionete, ki dvomim, da imajo neko realno moč. In ta relacija tukaj med Golobom in recimo Vukovićevo pa povezave, razne te bivše ali pa mogoče tudi zelo sedanje poslovne povezave, to je to, s čimer bi se dejansko resni mediji, resni novinarji morali ubadati. Tino, katera izmed teh dam bi ti rekel, da ima največ šans, da Goloba spodnese? Ne potihnejo govorice, da pač Kučanov krog, Golobičev krog in tako naprej, da niso zadovoljni s tem, kaj pač premier Golob počne, da bi raje videli na njegovem mestu koga drugega, čeprav roko na srce je verjetno volilni rezultat Gibanja Svoboda je rezultat Roberta Goloba, ampak vendarle, kateri od teh dam bi ti pripisal pač največ možnosti, da ga spodnese? Misliš, da imajo tudi one osebno to ambicijo ali jih bolj drugi tiščijo v ta položaj, v to neko neformalno kandidaturo zaradi pač tega domnevnega nezadovoljstva s tem, kako se Golob obnaša na mestu predsednika vlade? Jaz ne vem zdaj, kdo ima najmočnejše veze pri globoki državi, recimo pri raznih botrih, ki so pomembni, ki ne morejo sicer pritisniti na gumb, ampak lahko so zelo vplivni. Ampak gotovo, da tisti, ki je najmočnejši recimo pri aktualni predsednici države in tisti, ki ima recimo pri Kučanu dobre veze, da ima več možnosti kot kdo drugi. Zdaj Bojan Požar je omenil tri imena, Tatjano Bobnar, potem Alenko Bratušek in Urško Klakočar Zupančič. Zdaj ta zadnja, po mojem, je to hec, čeprav v naši državi ne veš več, ali se treba hecati ali jokati. Tako da jaz bi skoraj rekel, da je Alenka Bratušek v tem trenutku mogoče najmočnejša figura, ker jo poznajo in vendarle ima neke izkušnje. Saj nima nekega groznega talenta za to glavno politiko in tako, ampak vendarle ima izkušnje, tako da je v primerjavi z enim Golobom je vendarle
političarka. Ne? Tako Ja. da po mojem je ona. Bo pa po mojem odvisno tudi od tega, kdaj bo Golob začel precej padati in ko bo Golob precej nizko, potem ga bodo menjavali. Zdaj ima še vedno precej visoko podporo, tako da ne verjamem, da bi Ja. do tega prišlo zdaj. Matevž, včasih je veljalo, da minister, ki bi ga pač lastnik podjetja, ki je dobilo na državnem javnem naročilu mega posel oziroma pač izvajalec tega posla objemal, da bi se njegova politična kariera tega politika hitro končala. Zdaj pa vidimo, ne, ko Stojan Petrič objema Alenko Bratušek na gradbiščih drugega tira, pa to pač časopis Delo objavi kot neke vrste pohvalo za Alenko Bratušek. Ja, no, tukaj je treba vedeti, v čigavi lasti je časopis Delo. Pač, pa nam bo vse to jasno in razumljivo. Ne? Tako da to je pač nekaj, česar smo se ali pa se je večina ljudi nažalost že kar navadila. Ne? Da to vrstne zadeve, ki bi bile v normalni državi eksces, ne, pa tukaj niso, ker gre za tukaj zlizanost raznih centrov moči, politike, medijev, kapitalskih krogov, ne, da tukaj gre res za nek tak tesen preplet, ne, ki tukaj gre za nekakšen konglomerat, ki dejansko ki počne vse za to, da se obstoječi privilegiji vzdržujejo, ne, da se favorizira vedno ene in iste skupine, ene in iste kroge, ne, ki tudi svoje imajo v lasti medije pogosto, ne, in potem te uporabljajo za lastne poslovne interese. Ne, in jasno, vsi ti so nekako izpostava tega, čemur lahko rečemo, ali globoka država, ali kaj podobnega. Ne. Skratka, tukaj ne gre za neke kapitalske kroge, nekih recimo temu samoniklih poslovnežev, ne, ampak ja, ne, gre za ljudi, ki so nekako do svojih položajev prišli preko političnih zvez, preko političnih navez seveda na te kroge globoke države. Tino, pri koncu oddaje smo, lahko po tvoje Golob spleza iz te svoje holobocije? Jaz mislim, da ne, da ne zmore. Se hotel bi, ampak ne zmore. On ni takega formata človek, da bi bil politično toliko sposoben in dober, da bi mu to ratalo. Tudi nisem prepričan, da mu bo uspelo priti nazaj v GEN-I, razen mogoče, če bo to nagrada, da se umakne. Ne, tako da jaz mislim, da glede tega, da je on tukaj poraženec, še večji poraženec v tem trenutku pa je, če se vrnem malo na tisto nazaj, so pa novinarji. Ne. Novinarji, ki so pristali na to, da to zgodbo gledajo in nič ne rečejo. In to je res ena taka žalostna podoba in ubogi novinarji, da so tako na to pristali, da morajo zdaj biti tiho in ne smejo nič vprašati in v bistvu so slabši od PR-ovcev. PR-ovci vsaj lahko povejo nekaj v imenu predsednika, ti zdaj pa ne smejo nič. Ne, morajo samo delati to, kar si predsednik misli, da je prav. Mogoče pa predsednika vlade reši kakšna vesoljska tehnologija. Kdo bi vedel? Dr. Matevž Tomšič, Tino Mamić, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj je Golobovo vladanje holobocija, že 854. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali mehki Č. Je bil to res razlog za izbris? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.